Pozdravljeni, #ProgressReport, #ustavimo nasilje. V današnji epizodi podcasta bomo govorili o varnosti v prometu. Z mano pa bosta David Razboršek, ustanovitelj in direktor zavoda Vozim, ki ustvarja iniciative za spremembe na področju prometne varnosti, trajnostne mobilnosti in zdravega načina življenja. Prav tako bo z nami magister Elvis Herbaj, višji samostojni policijski inšpektor z Policijske uprave Celje, ki pa je zaposlen kot vodja oddelka za cestni promet. Poslušajte. Yo, #Progress Hashtag Report. Progress Report. Yo, #Progress Report. Hashtag Progress Report. This is a Progress Report. What up? Link for Okay, this is my hashtag Progress Report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the #Progress Report. So another thing, stay on beat. Goddamn it, stay on beat. Evo nas, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta. Danes z mano gosta David Razboršek, direktor in ustanovitelj zavoda Vozim, in gospod Elvis Herbaj, višji samostojni policijski inšpektor iz Policijske uprave Celje, iz sektorja uniformirane policije pa oddelka za cestni promet. Lepo pozdravljena. Kako sta? V redu? Odlično. Nervozna? Trema? Zakaj? Kot da bi prvič sedla za mikrofon. Ma niti ne, tak prijeten ambient, pa fajn ekipca, tak da je kar lažje. No. Ok, super. Malo mu treme mora biti. Jaz bi kar začel, da čim več predelamo, pa da damo tudi poslušalcem čim več vsebine. Promet. Mislim, da širša javnost ve, da se v zadnjih dobrih desetih letih, da se je prometna varnost pri mladih izboljšala. Po pričakovanjih, ali je to, gre pisati te zasluge ustanovam, policiji, nevladnim organizacijam, vzgoji staršev, čemu? Boš ti parjal? Kar izvoli, Elvis, sem na tebe navezal pa. Ok. Glejte, to, kar ste omenili, je res. Vendar to ni samo 10-letno delo. To lahko rečemo, da je skoraj 30 let nekje, kar se tako državne inštitucije kot nevladne inštitucije ukvarjamo s preventivo, z vzgojo, ozaveščanjem mladih, vseh, ampak predvsem začeli smo nekje z mladimi, ker smo videli ta potencial. Starejšega človeka je bistveno teže v nekaj prepričati in ga naučiti, kot pa mladega. Tako da smo nekje po samosvojitvi naše države začeli načrtno delati vsi skupaj. Tudi v prejšnji državi že od leta 82 nekje se je delalo ta akcija, recimo 10% manj prometnih nesreč, se pravi ta svet za preventivno vzgojo takratni je že to začel, no potem smo pa v tej naši državi nadaljevali in dejansko smo se res osredotočili v mlade ljudi. Kakšna specifična ciljna skupina? Ja, od otrok naprej, od vrtčevskih otrok naprej. Že? Ja, res je, tudi delamo že od otrok, s temi malimi otroci naprej, kjer jih začnemo s temi osnovnimi stvarmi, kako hodijo kot pešci, na kaj so pozorni, kako potem, ko so potniki v vozilih varnostnih sedežih, pripeti. In smo prišli tako daleč, da ti otroci, s katerimi danes govorimo, so že odrasli. Povejo. In tudi vse te kasnejše generacije pritrjujejo temu, da so, ko so dobili te informacije, tako od policistov, kot v vrtcih, v šolah, ugotovili, da tudi njihovi starši so bili nepoučeni. Je rekel starš, recimo, sem bil pripet, moj ati ali pa mamica pa ne. Pa je moj ati kadil v avtu, pa je kdaj spil kakšno pivo, pa je meni govoril, da tega ne smem. Pa sva šla z mamico po cesti, pa je rekla, veš, na prehodu za peš se moraš čez cesto iti, danes se nam modil, pa greva mimo. In to so stvari, ki jih danes odrasli ljudje povejo, da so to slišali od svojih staršev in oni tega ne počnejo. Se pravi, nekaj se je naredilo. Sveta, više kot je ta populacija, smo pač usmerjeno šli v starosti primernem aktivnostim. Ena od teh aktivnosti, ki je zelo dosti podarka bilo, tako na vladnih in nevladnih organizacijah, alkohol. Še kar? Temu smo dajali pozornost in še danes posvečamo veliko pozornost preprečevanju zlorabe alkohola. Se pravi, verjetno v družbi, v kateri živimo, je iluzorno pričakovati, da bomo mi
rekli, zdaj pa alkohola ni in ga ne bo. In ga ne bomo uživali. To je iluzorno. Verjetno so ljudje, ki uživajo prekomerno in so ljudje, ki ga uživajo zmerno ali so ljudje, ki ga ne uživajo. Ja. In to, kar smo mi dosegli v teh zadnjih 25 letih, recimo res pri tej mladi populaciji, je to, da ne pijejo. Pijejo odgovorno oziroma odnašajo se odgovorno. Ja. Mi smo nekje, jaz sem začel osebno z neko akcijo leta 2002 v Laškem, ko sem bil še takratni komandir policijske postaje, smo na Pivu in cvetje, ki je kar v širši, ne samo v Sloveniji, znana kot neka prireditev, kjer se uživa ogromna količine piva, smo šli s preventivno akcijo, kjer smo omogočili brezplačne prevoze z vlakom iz Celja do Laškega, iz Laškega do Celja, kjer smo podeljevali rdeče kartone. Organizirali smo preizkus alkoholiziranosti, kdo je želel, in tisti, ki je napihnil preveč, je dobil rdeči karton, ki je bil pobenem vstopnica za vlak. Ja. Potem smo šli v kampanjo, dobili smo nekaj taksistov, ki so bili pripravljeni za nizko ceno ali celo brezplačno, na neke krajše razdalje, zdaj da bi nekdo iz Laškega, sem, ne vem, Ljubljano, verjetno ne bi šel za ston, ampak recimo Laško, Celje, Laško, Sevnica, pa tam, se pravi tisti neki krog 20 km, da so zelo za ston ali po nizki ceni peljali. Potem smo šli pa direktno v mlade. Pridite, uživajte, tudi napite se, če vam je to volja, ampak eden od nas naj bo pa trezen. In ta eden naj vas 4 pelje. In smo dosegli to, da dejansko od takrat naprej opažamo, da mlajši, ki so v skupini, eden med njimi je običajno res trezen. In to je en napredek. Tako da tu alkoholizem smo nekako, rečemo, zatrli. Pri mladih. Res pa je, v vsaki populaciji je del ljudi, ki pa tega ne spoštuje. Ja, logično. Tudi med mladimi so nekateri takšni, ki ne spoštujejo ne samo alkohol, na splošno. Ampak to so pač tisti, ki tako ali drugače pride z nami v kontakt, v večini potem v negativnem smislu. In nam ni to v interesu. Ampak nam pa je v interesu, da mi zagotavljamo varnost vsem. In če zalotimo tudi mladega voznika, ki je pod vplivom alkohola, pod vplivom drog, ker je nov problem, s katerim se srečujemo. Ali pa ki je prehiter, preagresiven, neobjesten. Objesten. Takšne pa moramo izločiti. Zato, da bomo vsi ostali varni. Pač smo nek represivni organ, ki pa dela tudi veliko na preventivi. Pa mogoče, če bo David malo dopolnil še. Ne, se si zelo lepo povzel, tako da super. Kaj mi opažamo, ko delamo z mladimi, da pač ste tisti, ki poslušate, mene tako zelo všeč, v bistvu razmišljate 2 koraka naprej na področju, če govorimo zdaj o alkoholu. Pač se da organizirati, preden nekam greš in razmisliti o tem, kako boš prišel domov, da boš prišel varno. In to, mi smo tudi na zadnjih naših kampanj Heroji furajo v pižamah je bila z sloganom mladi niso več odgovorni za največ prometnih nesreč. To, kar pogosto se v družbi govori o neodgovornosti mladih, recimo, ko govorimo o vožnji pod vplivom alkohola, ravno obratni twist, da v bistvu so mladi bolj odgovorni, kot smo odgovorni, kot smo midva, naša najina generacija, bom rekel, ali pa kot je generacija njihovih starših in vseh ostalih. In tu se mi zdi, da je en tak lep primer, da se da stvari ravno zaradi tega, kar je Elvis naredil, spremeniti in je prav, da se tudi pohvali vse in da je prav, da se tudi vsi ostali na nekem področju, tako kot je važno podjem alkohola, sledujemo po mladih. Ja. Ko imate predavanja po šolah, po raznih zavodih, pa to so mladi dovzetni, vedo, s kakim namenom pridete, ali morate, kako bi rekel, začeti čisto znova kazati vzroke, posledice? Mogoče, da zavodu vozim nekako 60% slovenske srednješolske populacije pride v stik z nami. Neko zgodbo, ki smo jo naredili, ki je tista, da vzpostavimo nek stik z mladimi, so to pogosto neki poškodovanci, moji kolegi, ki so ali se poškodovali relativno mladi, ali pa so še mladi, skratka, da je nek ta povezava z vsem. In to je ena taka odkrit pogovor, ne nazadnje o vsem tem, kaj pač ti lahko neka nesreča, nespametno dejanje tebe ali pa nekoga drugega povzroči, z enim zelo jasnim sporočilom, da življenje je prelepo, da bi si ga
zakomplicirali tam, kjer ni treba. Tam, ko lahko za to poskrbimo, da je v bistvu preveč finih stvari, tudi tisto, mogoče v nekem trenutku ne vidi vseh teh lepih stvari, ampak je v bistvu prelepo, pa mogoče to lahko mi povemo, ko smo že malo starejši, tudi zelo kratko, čeprav kot si mladostnik, ti niti slučajno tako ne zgleda. Ne? Ja. In da enostavno so te neke stvari, ki se da te zelo enostavno način preprečiti, ne usediti pod vplivom, mogoče kdaj tudi komu kakšno pivo vzeti prej. Ja. Skratka, neke te stvari, ko se da in se mi zdi, da skozi to zgodbo pa poistovetenje z nekom, ki je nekaj dal skozi, pa kljub temu danes živi dokaj normalno, kolikor se v dani situaciji da normalno, pa je bi rekel sprejel odgovornost. In to je mogoče tisto, kar je nek tak osnovni moment, da odpre nek pogovor, pa dialog pa seveda skozi različne preventivne akcije na različne načine tudi pokažemo, od različnih teh substanc do tega, kar imamo v levi roki, mobilni telefon za tiste, ko poslušajo, pa ne gledajo. Da skozi neke igrice, da pač več stvari hkrati težko počnemo ali pa ne moramo početi, ne, da tudi tisto mislimo. In jaz mislim, da je neka popotnica, da ko zložimo te različne točke različnih preventivnih akcij, različnih vseh stvari, da se pa na koncu tudi malo pozna to na neki statistiki. Ja. Pa ne na zadnje, da se pozna na tem, da je kakva oseba manj na inštitutu za rehabilitacijo, pa kakva oseba več na kakem mestu, ko si želi videti, pa izpolnjuje svoje poslanstvo. Pa ja. A bi smel jaz tudi nekaj dodati? Prosim. Jaz sem zelo vesel, da so se te nevladne organizacije pojavile. Nekje jaz sodelujem z Davidovim društvom, pa še nekoliko prej z društvom paraplegikov v Celju od leta 2007. Do takrat smo mi enostavno večinoma bili sami pri teh zadevah. Ja. In smo dejansko mogli z neko šok terapijo pripraviti mlade, da so začeli dojemati, o čem mi govorimo. Ko so se pojavili oni, je to, kar je David poudaril. Ja. Ko vidijo nekoga, ki se pripelje na vozičko, ko svojo lastno izkušnjo pove, ko pove, da je življenje lepo, da se splača živeti, ne pa delati podobnih neumnosti, kot so jih morda oni naredili, je nam veliko lažje. Jaz skoraj da ne rabim več uporabljati fotografij hudih prometnih nesreč. Mm-hmm. Izpostavljati nekih primerov kot takšnih. Ker imamo živ primer človeka, običajno, ki je neko hudo situacijo dal skozi, pa je kljub temu danes vesel, zadovoljen človek, živi relativno normalno življenje z nekim handicapom in zato sem prej rekel, da škoda, da sedim više kot David, ne, da ne to zgledalo, da sem jaz državni predstavnikom, pa neki nevladnik. Ne. In sem tudi rekel, da morda ne bi bilo slabo, da bi bila na vozičku sedela. In bi potem tudi poslušalci in gledalci te oddaje morda kdaj sedeli na invalidski voziček, pa se zapeljali po svojem mestu, pa videli, kakšne so to težave pri čisto osnovnih stvareh. In res je dobro, da sodelujemo skupaj pri teh zadevah in res je lažje nam, ki to predavamo. Ja. Pa po drugi strani moram pa reči osebno kot človek, me vsakokrat znova pretrese, ko poslušam izjave Davida ali njegovih prijateljev, jaz jim tudi rečem prijatelji in pa sodelavci, ko slišim njihove izjave, pa jih poznam, pa me vsaki znova pretrese. Tudi v tem trenutku mi gre, koža se mi dela. Kateri so danes največji povzročitelji prometnih nesreč oziroma nesreč nasploh v prometu? Je še to vedno alkohol, so že droge ali so že mobilni telefoni prevzemajo vodstvo? Kaj je statistika tu? No? Ja, to je pa eno tako področje, ki je v naši družbi, v našem pravnem sistemu relativno slabo opredeljeno. Večinoma imamo mi neke temeljne vzroke prometnih nesreč in po teh vzrokih je pri najhujših prometnih nesrečah je najpogostejši vzrok hitrost. Ne bom rekel prekoračena hitrost, ker to razlika je med neprilagojeno hitrostjo in prekoračeno hitrostjo je običajno zelo velika. Ja. Ampak hitrost. Tudi prekratka varnostna razdalja je zaradi hitrosti. Mi nimamo opredeljeno, da bi bil alkohol kot primarni vzrok. Se pravi, nekdo, ki je močno pod vplivom alkohola, da bi bil to glavni razlog, da je prišlo do prometne nesreče. In velikokrat pa je to. Ja.
tisti glavni vzrok, da je človek ali bolj lahkomislen, ali bolj aroganten, agresiven, alkohol. In to privede potem, da tudi v cestnem prometu ne ravna razsodno in morda res preveč pritisne. Ampak zakaj je preveč pritisne? Lahko še tako razsoden voznik. Pod vplivom alkohola, zavore padajo in je lahko tisti alkohol bil tisti trigger, ki je povzročil, da je človek bil hitrejši, kot bi bil običajno in naredi prometno nesrečo. Tako da to pri nas nimamo razčiščeno. Omenili ste mobilni telefon, tekstanje, ne? To je velik problem. Velik problem. Pardon, da vas prekinem. Glih prej, ko smo se vozili na oddajo, stojimo na križišču pri semaforu, pogledam desno, 2 punci, tista, kaj je bila za volanom, obe dve čisto noter. Mi speljamo, zelena luč, še 15 sekund sta stali. Ampak vidiš to v vsakem, ne vem, drugem, tretjem avtu. Vsi na telefonih, ne? Mislim... Lejte, sej narobe, da je tekstala, ne? Ampak hvala Bogu, da to, ko je stala, da to ni med vožnjo počela. Pa verjetno je tudi med vožnjo, ko je speljala, ne? Tudi nastane, se pravim, nimamo urejeno te zadeve. Problem je tudi v tem, da mi moramo res nek utemeljen razlog imeti v neki prometni nesreči, da bi pridobili odredbo za preiskavo mobilnega telefona. Ali je v času nastanka prometne nesreče dejansko bil uporabljen kot govorna naprava oziroma da je bilo dano kakšno sporočilo. Se pravi, vi recimo, ko preučite pol prometno nesrečo, pa razloge za to, morate imeti dovolj utemeljene sume, pa kaj pol dati na sodišče, da sodišče odredi nalog, da ne vem, zabeležite, takrat je bila prometna, klic je takrat trajal, na telefonu ste bili, ali kako to? Ja, to bi bilo v idealnih primerih možno, vemo pa, da se da potem že manipulirati. Mi moramo že v trenutku, ko se zgodi prometna nesreča, oziroma ko pridemo na kraj prometne nesreče in ugotavljamo neke vzroke in če dobimo nek indic, da bi bil lahko mobitel kot sovzrok ali tisti glavni vzrok prometne nesreče, v tistem trenutku bi morali od preiskovalnega sodnika zahtevati, da nam izda odredbo, da se takoj zaseže mobilni aparat in se potem pošle na preiskavo. To so pa že potem. Jaz sem, Elvis, mogoče to, ko se zdaj o teh telefonih pogovarjamo, pa so nam tak, se mi zdi, smo že kot neki roboti, so nam že kar prerasli skoraj. Prilepljeni čisto. Prilepljeni, ja. In mislim, da so v tujini delali raziskavo v ZDA, da so ugotovili, da po neki oceni bi naj bilo 25% vseh prometnih nesreč povzročenih zaradi uporabe telefona. Manjših, večjih, takšnih, drugačnih. Že sam imam kar nekaj kolegov, ko so rekli, sem se zaletel v spredih. Pa govorimo o manjših nesrečah. Tako da, tu je po mojem en tak širši problem, ki ga sam promet, ker se odraža v prometu, to pač ta uporaba tehnologiji povsod. In vedno. In ta želja biti dosegljiv in ne zamuditi kaj, česar je. Samo se pa danes že vsi novejši avti imajo povezovanje, Bluetooth telefoniranje, ne rabiš sploh več gumba stisniti, da ne vem. Ja, gledajte, vse to drži, ne. Pri nas imamo še dovoljeno to brez ročno telefoniranje, ne. Ampak sama poanta ne uporabe neke aparature ni v držanju aparata, ampak v človekovi pozornosti. Ko smo mi pri pogovoru, z mislimi nismo pri vožnji, oziroma oči gledajo, ampak misli pa ne gledajo. Misli pa ne sledijo temu, sledijo pogovoru. Predvsem, če je to nek poslovni pogovor, če je nek resen pogovor. Vse, če nekdo pokliče, mama, jaz bom prišel čez 15 minut domov, sem že na poti, pa neha, načeloma to verjetno nima nekega hudega in velikega vpliva na trenutno vožnjo. Če se pa jaz pogovarjam od Celja do Ljubljane o tem, kako bomo speljali posel vreden 1 milijon evrov, pa verjetno jaz ne vem, kje sem se peljal. Mogoče, Elvis, to, kaj si rekel za vse, ko pa so zdaj, pa upam, da ne v avto, na telefonih ali pa na povezani s spletom, je ena dobra awareness test, se mu reče. In je na en tak dober način prikazan, kako težko 2 stvari hkrati počnemo. Mislim, en tak test, da pa spremljaš, kako se ekipe med seboj podajo žogo, pa tam nekih min gre. Skratka, poglejte si, v bistvu, da res ti na tak način, ko za en video 30 sekund mi pokaže, da v bistvu res ne moramo 2 stvari hkrati. Zato velja zdaj za promet ali pa še za marsikaj druge. In na prometu je pač to, so hitrosti večje in je neka situacija taka, ko pa se odraža v vseh teh. Tako da jaz mislim, da ko smo že na slovenski ali pa na evropski ravni
to, kar je Elvis menil, zadnjih 20 let dosegli lep padec števila prometnih nesreč, vsega so se nam zgodili ti telefoni, tako ali drugače tudi v prometu. Ne. Ja. In so zaustavili ali pa celo še marsikaj povečali te številke. Ne. Ja. In to je zdaj odgovornost vsakega posameznika, ampak ponavadi vse moje izkušnje so take, da so mene pa kolege najbolj strezane, takrat, ko se ti kaj malega zgodi. Ne. In če se malo butneš ali pa kaj takega, da vsaj takrat si hvaležen, da si jo dobro odnesel in da pač res, če ni nujno, da pa res neke nujne klice, ampak vse tiste stvari, vse ostale stvari pa lahko počakajo. Ja, ne, škoda. Če lahko gremo skozi starosti mladostnikov, pa otrok, pa najstnikov, za vsako starostno skupino, katere so najbolj nevarne prometne situacije za, ne vem, vrtčevske otroke, osnovnošolske, najstniške, kje morajo biti najbolj pozorni, ko se vključijo v promet? Jaz bi mogoče še na eni super vprašanje, pa bi mogoče začel, pa Elvis so predal besedo, ne? Ko govorimo o prihodu v šolo, ne, to je en tak prvi moment, kjer se mi zdi, da smo kot država ogromno naredili. Mi imamo varne šolske poti, mi imamo odličen sistem otrok, ki se s kombi, avtobusi in tako drugače prevažajo v šolo in relativno varno, pa zelo varno ta segment, se pravi te prve triade osnovne šole. Ja. Ugotavljajo pa en drug moment, ki ni povezan samo s prometno varnostjo. Ne. Znanstvene raziskave so pa ugotovile, da to, da otroka pripeljemo v šolo, je ful slabo. Je ful slabo zaradi tega, ker... Ne rabi biti pozoren, kaj Tako, prvič ne sprejema prometa, drugič je pa tudi z tega vidika, da v bistvu vsi vemo, ne, vsi otroci imajo ogromno energije in se dela raziskave, da otroci, ki peš pridejo v šolo, ne, in to energijo in sprostijo, da imajo do 20% manj vedenskih težav, učnih težav. Skratka, je en drug moment in zdaj nekako gre ta smernice v to, da naredimo poti čim bolj varne, ampak jih čim manj vozimo v šolo. Ja. Naj se čim bolj, ker tudi jaz sem bil ta, ko sem generacije, ki smo vsi peš hodili že v zadnji razred, mislim, že v malo šolo, pa takrat je bila še mala šola, pa v vrtec. In pravzaprav, ko jaz danes gledam nazaj, se največ stvari spomnim iz poti na šolo, pa iz šole. Tam so najbolj zabavne stvari so se dogajale, več kot v šoli. In več ugotavljajo, da je treba to zadevo obrnati, ne, da fajn z področja prometne varnosti, to, za kar smo danes tukaj, smo super, ne, vsi otroci in pa vsi odlično, ampak prihaja ta moment, da je treba pa čim več gibanja, čim več peš hoje v šolo, iz šole in tu mogoče se zdaj tudi počasi te smernice obračajo, tudi na račun mogoče kakšne manjše nesreče več, pa davč od tega, da bi to tolerirali, ampak tudi na račun tega. Ne. To je mogoče en ta moment pri najmlajših, zdaj ko smo začeli, še ti pa kaj naprej dodal. Ja, odlično, to raziskav tudi jaz poznam, ne, in se strinjam, da smo v bistvu naredili te prvošolce ali pa prvo triado, dejansko smo dobili popolnoma neodgovorne in neodvisne kot udeležence v cestnem prometu. Jaz bom rekel, vrtčevski otroci, se pravi te do 5. 6. leta starosti, načeloma sploh niso ogroženi, ker se samostojno v cestnem prometu sploh ne smejo pojaviti. Ja. Potem smo imeli to prvo triado, ki jo vozimo v šolo, recimo, in tu se moram z Davidom in s to raziskavo strinjati. So že v nekem mehurčku. So že v mehurčku in ne prevzemajo neke odgovornosti. Po drugi strani pa otrok do 10. leta sploh ni sposoben abstraktnega razmišljanja. On tisto, kar vidi, kar sam zazna, nekako dojema. Da pa ti njemu razlagaš neke stvari, pa ni udeležen tem, pa ne razume. Ja. In potem se pa pojavi problem nekje v drugi triadi, ko pa otroci vendarle pa začnejo biti samostojni udeleženci v cestnem prometu kot pešci, potem dobijo prvo licenco za aktivno udeležbo kot kolesarji, se pravi naredi kolesarski izpit in se pojavi v cestnem prometu. No, tu pa pridemo potem na kar na eno dosti izpostavljeno populacijo, ki pa na srečo res ni velikokrat udeležena v prometnih nesrečah. In nekako potem to skozi prvo pa drugo triado pridemo do teh mladostnikov v zadnji triadi in pa potem prvič, zdaj so se pojavili električni skiroji, začnejo se mopedi, začnejo se motorna kolesa, ponekod že tudi avtomobili, na ruralnem okolju ti otroci že večinoma vsi vozijo traktorje, ker doma pomagajo, delajo, kar je z vidika dela in delovnih navad, pa vse skupaj v redu. Ampak ti ljudje vendarle nimajo prvič dovolj znanja, tako z prometnih predpisov, tako z uporabe samega prevoznega sredstva, predvsem pa obvladovanja
v nevarnosti. Pa niti verjetno se ne zaveda, Seveda ne. In tu imamo to eno prvo segment teh res aktivnih udeležencev, ki so lahko nevarni sebi in drugim. Pol pa prima ta mladostniška leta, ne, ko se pa moramo pokazati, ne, se moramo uveljaviti v družbi, kaj si, kdo si, kakšen si. Ne, in tam, to je pa tisto najbolj nevarno obdobje, tam od 15. do 18. leta, ko se iščemo. Vsak hoče biti frajer. Ko se formira ta naša osebnost v smislu, kaj bom jaz v družbi pomenil. Ne. In tu jaz vidim tisto, kar pa najbolj pogrešam, prisotnost staršev. Ne v smislu nadzora kot nadzora, ampak pomoči svojemu otroku. Bodi z njim. Ja. Jaz sem en pristaš upravljanja vozniškega izpita za avto teh voznikov, mladih voznikov. Ja. Pravi, pejdi pri 16, naredi teorijo, pejdi v avtošolo, v šolo vožnje, nauči se tisto, kar potrebuješ, potem bo pa mi do 2 leti skupaj vozila. Ker takrat prvič mladostnik je prisiljen biti potem recimo v avtomobilu z menoj. Ker se vemo, mladi pa starši, to je to obdobje, ko ne ti meni pamet solid. Kaj boš ti, jaz že vse vem. Je to tudi najbolj varna oblika, ne? Z vidika te vozniki. Tako, da starši želimo svojim otrokom dobro. Ja. In v tistem trenutku, ko se bom jaz s sinom, hčero ali pa on z menoj pelal, so prisiljeni biti v tistih 2 kvadratnih metrih in ne bova se pogovarjala samo, to moraš narediti, ono moraš. Spet nek kontakt spostavova, ker ko bo že toliko vladoval vožnjo, bo začel se pogovarjati. Ja. Pa bo omenil, veš, pa imam ta problem, ali pa ga vprašamo, pa bo lažje, ker bo prisiljen bo nekaj odgovoriti. Ne? Plus tega lažje vi kot starš razložite določene situacije, ki so se mogoče zgodile s Fredo si rešil. Zanimivo, da ta zadeva ni zaživela. Ne? Zelo slabo. In ne samo to, da bomo mi kot prometno ga vzgajali. Najprej tisto kontakt z njim spostavimo, ko spostavimo kontakt, bo lažje. Tudi potem bo lažje razumel, zakaj recimo je bila ta situacija nevarna. Kaj ne v tem primeru naredi? Če jaz spostavim lasten primer. Moj sin sicer je šel kasneje delati izpit, je rekel, vse imam šoferja, ne? Šoferja v pižamah. Je rekel, jaz ne rabim izpita, ko je šel v Ljubljano študirati, je rekel, potem se jaz v šoli vožnje zvedel, da moj sin izpit dela, ker je rekel, vse jaz ne rabim izpita. Ne? In potem so šla pa trenirati. On je v šolo vožnje šel, je opravil 1 uro, po tisti uri so šla midva na poligon. Ja. Pa sva trenirala. Prvič, šolsko vožnjo, se pravi, da se uči, po drugi strani sva pa trenirala tudi te medsebojne odnose, ki se vendarle nekako razhajajo. Ne? Pa nisva to generacijsko narazno, ampak vendarle je moj sin. To je tisto, kar sem ocenil, da izrednega pomena je, da bi starši to priložnost izkoriščali. Želimo dobro svojemu otroku in če mu želimo dobro, tudi če mi sami v cestnem prometu morda kdaj ne ravnamo prav, vendar v trenutku, ko ga bom pa jaz učil, ga pa sigurno ne bom učil, če je pijan pet za volan. Itak, valjda. Ne divja tule, ko je 50 pel, se ti kar 100 se pel. Ne tam izven naselja, ne vem, po nekih ovinkih po levi voziti. Zagotovo rekel, lej, počasi, previdno. To je tisto, kar lahko jaz kot starš v tej vzgoji voznika več naredim kot pa inštruktor. Inštruktor imamo dobre učitelje vožnje, da smo si na jasnem. Ja. Ampak on ne more v tisti uri vožnje vsega kandidatu dati. Ne, ni šance. In to je tisto, kar vidim, da imamo eno možnost, pa jo ne izkoristimo. Ja, tako da poziv vsem, ne, da mlajšim, da izkoristijo ta 16 let, kako se to uradno sploh imenuje, voznik, začetnik ali nekaj takega? Mladi voznik. In ja, tako da tukaj je mogoče še ena zadeva, ko smo se pogovarjali o teh najstniških letih, ne, na raziskava v tujini bila narejena, da kako se poveča verjetnost nesreč, glede na to, kakšno število mladih je v vozilu. Aha. V primeravi, če je en sam, oziroma če je sam z starejšim spremljevalcem, se celo mislim, da zmanjša za določen procent, do 5-krat večja verjetnost je, ko pa so noter 3 ali več mladih. To je pa to dokazovanje. In tukaj je kar nekaj teh stvari, ne, ko recimo ena izmed stvari, ko smo jih mi tudi v 3. sezoni Herojev furajo v pižamah izpostavili, je ta razlika med spoloma. Ne. Ker če bi bili vsi, kot so dekleta, ne, kot so punce, bi v bistvu imeli velik del problema že rešen, kar se tiče prometnih nesreč mladih. Ne. Ker je, ne vem, sploh, ko govorimo o vožnji pod vplivom alkohola, 90% prometnih nesreč povzročijo moški. Tudi, ko govorimo o teh nekih najstnikih, je pač tu ta del in celo ena tuja kampanja je bila
mi smo najprej takrat začeli za zgodbo, ženske so boljše voznice kot moških in pa se je na socialnih omrežjih vonila huda debata in po enem tednu nekomentiranja, ko so vsi influencerji ta sporočilo dali ven in tako naprej, smo rekli, da 90% prometnih nesreč pa so tisti, ki pod vplivom alkohola povzročijo moški, tako da za nas je boljši, varnejši. Ne? Ja. In so vsi tisti komentatorji čez noč otihnali, ne, pa ni več naprej komentiral. Ampak kaj želim povedati, je mogoče tudi to, ne, da v tujini so bila ena kampanja The Guardian Angels, in tudi mi mladim puncam, sploh takrat, kada imamo več stika s to populacijo, podajamo, da so in ste dekleta tista, ki lahko nekaj naredite, da je in ali pa da ni in. Ja. In če ni in to, da greš pod kakršnim koli vplivom za volan ali pa da divjaš, se bo tudi to smer družba razvijala. Ne? Ja. In tako da tu se mi zdi, pa nisem pristaš tega, da dajaš odgovornost drugim, Da prelagaš, ampak vseeno. Ja. In se mi zdi, da je nekako se to enkrat lepo izrekli, temu se reče testosteron, ne? Ja. In vse, kar je s tem povezano, ampak tako, no, mogoče tudi poziv vsem, da poslušalkam, da lahko pač komu vzamejo ključe, preče ne boš ti vozil ali pa vzamejo pred zadnjo pijačo ali karkoli na tem področju. In naj ne bo to narodni, se mi da vedno več je teh situacij. Še ko sem jaz ga rastel, je teh situacij bilo vedno manj. Si bil frajer, če si imel dober avto, če si se hitro pelal, pa s hitrim motorjem. Skuterom, brez čelade, po zadnji. Ja. Ne, jaz ne bom nikoli pozabil ena moja zgodba, ko me je ful zaznamovala. Ne. Jaz se nisem na prometu poškodoval, sem za snowboardu, ne, ampak sem imel pa nisem bil med najbolj vestnimi, pa najbolj pridnimi vozniki, sem imel tudi enega skuterja in je prišla ena od moje sošolke prijateljica, ki je živela v Nemčiji, je prišla en petek, našo šolo dal iz Nemčije, v Nemčiji je hodila v šolo in tako, srednja šola in seveda jaz sem bil ful vesel nekaj, če bi se z menoj pelala, da gremo pa na eno pijačko, sem tja, reče, ja, ko je bilo konč šole, je skuterja, pri nas takrat čelada niti obvezna ni bila, jaz nisem imel čelade na skuterju. Aha. In reče, ne bom se usedla gar. Zakaj? Ker nimaš čelade. In sem se jaz skuterjem zraven nje pelal po času, šla pa po pločniku. Takrat bi vse dal, da bi imel čelado, kjerkoli, da bi jo našel. Mislim, 2, 3, kjerkoli. Ampak se mi je zdelo, wow, to pa je nivo. Ne. Mi pa nismo imeli obvezne čelade za skuterje, še takrat mislim, da je bilo glih tisto obdobje. Ampak hočem to povedati, da sem imel, prihaja ista oseba, iste starostne skupine, samo iz nekega drugega okolja. Ja, drugo okolje, druga vzgoja. Ja, druga vzgoja. Se mi zdi, da smo počasi tudi že zdaj to dosegli v teh, to je 25 let nazaj, pa 30 let nazaj, da se to spreminja, da počasi postavimo mi tudi tako una punca. No. Ja. Če se lahko vrnemo nazaj na prejšnjo vprašanje, se pravi, da opišemo pa opozorimo na najbolj nevarne prometne situacije, se pravi za predšolske, za osnovnošolske, kaj naj bojo pazljivi, če se naj, ne vem, držijo, se pravi, dosti osnovnošolcev ali grejo peš v šolo, ali grejo z kolesom, eni tudi že z e-skirojem, srednje šolci, skuterji, na kaj vse morajo biti pazljivi? No? Na kratko, na vse. Se pravi, najlažje bi rekli tako, spoštuj prometna pravila in potem boš imel zelo majhno verjetnost, da se ti bo karkoli zgodilo. Ampak to je floskula. Tega se ne, to je nerealno in neživljenjsko. To je na papirju. Jaz bi svetoval vsem, da ko so udeleženci, ali je to pešec, kolesar, mopedist, e-skiroist, o tem še bo lahko kaj rečemo tudi naprejšnje, ker to ni enostavna zadeva e-skiro. Vedno upoštevajte trenutek, v katerem ste. Gneča na cesti, na prehodu za pešce, na pločniku, kjerkoli. Vreme. Drugi udeleženci. Upoštevaj to. Ne se da to, kot je tudi izpostavil David, recimo, da bo skupina mojih prijateljev vplivala na moje ravnanje. Bodi odgovoren. Ker ko se nekaj naredi, potem teh prijateljev ne bo več. Mislim, v smislu, vse smo mi tisti, ki smo zakrivili to zadevo. Ne, sam boš odgovoren za to. In res pa je težko, da bojo ti mladi ljudje dojemali to sprejemali odgovornost, če se karkoli naredi. Ampak če bomo nekako
ko pravijo, vozim po predpisih. Ne vozimo po predpisih, vozimo po cesti v skladu s predpisi. Ampak če bomo vedno se zavedali, kaj pa moja udeležba v tem trenutku pomeni in bom ravnal odgovorno, potem se načeloma ne bo nič zgodilo. No, Jaz verjamem v to, če bom tako ravnal. Ja. Ker to načelo zaupanja, o katerem zdaj v bistvu razglabljam, je to, da če jaz spoštujem pravila, potem smem pričakovati, da bodo tudi drugi ravnali tako. Ja. Če pa jaz ne spoštujem pravil, kako potem pričakujem, da bodo drugi spoštovali pravila? In če jih jaz ne spoštujem, pa jih nekdo spoštuje, vendarle lahko povzročim neko situacijo, kjer bom nekoga drugega spravil zaradi svojega nespoštovanja, kljub njegovemu spoštovanju nekih dogovorenih norm v neko kritično situacijo. Ja. Jaz bi še nekaj dodal, ko se pogovarjamo. Mladi, pa glede na tudi karakter, tip udeleženca v prometu ali pa kjerkoli osebe. Smo vsi tisti, ki pa tudi sam sodim med te, ki imamo radi adrenalin, ki pač ima radi to sproščamo. Danes, hvala Bogu, živimo v družbi, ki nam omogoča toliko možnosti sproščanja tega in ne delimo tega v prometu. Ja. Enkrat je bil tudi en video, ko je bil namenjen večji varnosti motoristov in je kazal moto stezo, tako da bi gledal MotoGP, pa je tam ob robu bila avtobusna postaja, pa parkirani avti, pa ne vem kaj vse. In več super, hitrost sodi na dirkališče, sodi na parke, ne vem, moj tamali vozi pump track, pa je tudi na pump tracku s kolesom tako treščo, da če ne bi imel full face čelade, bi verjetno pobiral vse zobe, pa še marsikaj, pa je 10 let star. Ker je imel pravo premo čelado, želvo, si je dal dol, se je usedel, čez 3 minute je bil nazaj tam. In imamo toliko enih teh možnosti, kjer lahko vsak najde, če rabi sproščati adrenalin, bolj varno obliko, kot je v prometu, kjer pa ne samo da sebe ogroža, druge ogrožaš. In kaj jaz vidim, da je največja tudi izziv, ko se z mladimi pogovarjamo. Ko se neka nesreča zgodi, v resnici trpi cela okolica, okoli tega. In najtežje sprejmejo odgovorno za to, da so neki povzročili tisti, ki povzročijo nesrečo drugim. Veliko prej in lažje se ti, če si povzročiš nesrečo sebi, sprijazne s tem, kot pa drugim. In to je mogoče ten moment, ko ga nihče ne razmišlja o tem, dokler se ne zgodi, ali pa zelo malo ljudi. In mi danes imamo ful veliko poškodovancev različnih, pa veliko teh kolegov, pa nimamo enega, ko bi rekel, jaz pa povzročil nesrečo drugemu, pa bi rad o tem govoril. Ker mi je bilo tako hudo, pa sem šel čez take travme. Veliko več imamo takih, ko so povzročili nesrečo sebi ali pa je drug povzročil njim. In to je en moment, ko mogoče tudi nekje prekrito v družbi in škoda, da bi zaradi tega. Pa zakaj se ne govori toliko o tem? Je težko priznati oziroma se sprijazniti, soočiti? Mogoče to je tudi neki izziv, ko smo zdaj tudi štartali program na področju duševnega zdravja mladih in tako najdi.se, ampak jaz mislim, da osnova je sprejemanje odgovornosti, če hočeš potem polno naprej zaživeti. Je to, da sprejmeš odgovornost za svoja dejanja, da sprejmeš odgovornost drugih za tvoja dejanja, ali pa tudi, da sprejmeš odgovornost za tja. Jaz mislim, da je narava človeka, da se z težkih situacij težko soočimo. In potem je lažje, ko se nekaj takega zgodi, ali pa komu tretjemu povzročiš nekaj, se pač umakniti, ko se pa iskreno pogovarjati, iskreno pomagati pristopiti nekomu. To jaz vidim in tudi mogoče, ne vem, jaz, ko sem se poškodoval, se mi je ena velika skupina ljudi, pa prijateljev, zelo stala ob strani. Eni niso, pa ne zaradi tega, zato ker pa enostavno niso mogli soočiti z mojo nesrečo, ko nisem bil več isti. In ni to doben minus v njim, to je pač vsak ima neko moč in v nekem trenutku nekdo nima moči. In tako mislim, da tudi nekdo, ki nekaj povzroči, nima moči, da bi potem se s tem soočil, poskušal še komu drugemu pomagati in tako naprej. In škoda je, da bi te situacije, tako sem pa že prej rekel, da je. In zato pač poziv vsem, da je tu drugih možnosti sproščanja adrenalina, endorfina in vsega, kar brez veze tvega, res. Da brez veze v prometu, ne? To. Če se lahko dotaknemo, jaz pri svojih sorodnikih oziroma družinskih članih tudi vidim Eskiro skozi. Že to se mi zdi, kako bi rekel, bizarno, ko vidim nekoga,
ko niti še prav se mi zdi ne zna laufat, teč hitro, pa je že na e-skiroju, pa dosega, ne vem, 40 km/h. Še svojega telesa ni sposoben krotiti, kontrolirati, pol pa mu starši kupijo, dajo v uporabo e-skiro, ko je bistveno bolj nevaren, pol še za nameček si še slučajno telefon vzame v roko, še se kaj slika. Ki je tu odgovornost pri starših? Ne vem. Imela prej to debato, že ni dva v skirojih. Ja, no to je eno področje, s katerim se zelo ukvarjam aktivno več kot pol leta že. Se pravi, mi smo kar nekaj aktivnosti izpeljali glede električnih skirojev. In tu se dal eno zelo lepo istočnico. Nekdo ne obvlada niti svojega telesa, pa mu kupimo skiro, ki gre 40. Prvič, skiro v Sloveniji ne sme iti 40. Imamo pa skiroje v Baby centru za 129 €. Se upravičujem, da sem dal reklamo. Nema veze, ampak dobro, ta skiro res naj bi po deklaraciji šel do 12 km/h, razvil hitrost do 12 km/h. Ampak potem imamo pa pri drugem podjetju skiro, ki stane 4700 €, pa razvija hitrosti, ko ga odklenemo, ker mora biti zaklenjen na 25, čez 100 km/h. Ampak odklene se to 1, 2, 3, mislim. In v tem je problem, ne? S tem se jaz ukvarjam, da ne nazadnje zdaj v 2 mesecih bom na 3 različnih konferencah o tem govoril, da e-skiroji so idealno prevozno sredstvo za odgovornega uporabnika. Ja. Ampak poanta pa je, da mi moramo najprej električni skiro uvrstiti v neko skupino, ne tako kot je zdaj lahko motorno vozilo, pa odločevalci govorijo, da to ni motorno vozilo, ampak ga uvrstiti med motorna vozila kot takšna, potem pa znotraj te skupine diferencirati različne kategorije teh vozil. To otroški skiro, ki gre res 12 in ga lahko vozi tudi otrok mlajši od 12 let, ker zdaj po zdajšnji zakonodaji lahko vozi električni skiro oseba, ki je stara 14 let ali več, oziroma 12 do 14 let star otrok, ki ima kolesarski izpit. Ampak kolo pa e-skiro ni enako. Je popolnoma drugačna zadeva. Se pravi, ko bomo mi imeli to diferencirano, otroški skiro, neki skiro, mestni skiro do 25-30 km/h, in pa potem nek skiro, s katerim lahko tudi adrenalin sproščamo in dejansko ga sproščajo. Je neko vsestransko električni skiro, ki ga uporabljamo ne samo na cesti, na kolesarski stezi, tudi v naravi, na drugih površinah, na cesti izven naselja. Potem bomo mi lahko šli naprej pa rekli, zato potrebuješ to, zato potrebuješ to, to potrebuješ to. Gre na zadnje. Danes skiro za 129 € ali skiro za 4700 € lahko uporabljamo zgolj v naselju, kjer je omejitev do 50 km/h. Po neki cesti v Mariboru, ki nima kolesarske steze, pa je dovoljena hitrost 60-70, se skirojem ne smem peljati. Jaz se ne smem skirojem peljati izven naselja. Se pravi, jaz stanujem, ne vem, tamle v Hočah pri Mariboru, pa bi se želel peljati v Maribor z e-skirojem. Če se peljem po cesti, ki je med 2 tablama naselja, se ne smem peljati. Po drugi strani se lahko peljem 25, če imam skiro, ki gre hitreje, pa me policisti dobijo, me bojo sankcionirali. Mislim, nedorečenost. Pa se dela kaj na tem, da se bojo po segmentih določili pa uzakonili, kdo bo lahko vozil kak močne stvari? Bo to hitro v prometni zakonodaji ali? Tukaj moramo pa vsi skupaj stopiti na moje desni, na LST, ki v bistvu po mojem danes v Sloveniji največ na to dela, predvsem na svojo pobudo in na to, ker pač vidi situacijo, ki jo treba urediti. Ne. To je pa mogoče tudi pa naša naloga, da skupaj tudi nevladniki in zagovorniki pomagamo to agendo porinati naprej. Ne. Ker je, mislim, včasih pač, včasih rinemo tudi z glavo skozi, ker se nikjer nič ne premakne, ampak je tudi treba. Ne. Pač ker električni skiroji pri mladih so se ko gobe po dežju pojavili. Jaz bi rekel, po eni strani, hvala Bogu, da so se nam zgodili električni skiroji, z tega vidika, ker če hočemo vse te cilje zmanjšanja ogljičnega odtisa, zmanjšanja osnaževanja doseči, to je eno super prevozno sredstvo za to mikromobilnost, za ta last mile in tako. In glih prej smo se skupaj strinjali, da smo v bistvu ful za električne skiroje. Sam postaviti pravilne pogoje, pa hkrati tudi ozavestiti o tem. Ne. Vse kolesarski izpit ga vsi naredimo, vsi moramo iti skozi te preizkušnje,
in je nek sistem, ki že neko let traja, heroji se zdaj vmes zgodili in pravzaprav ga lahko tako, da vsak dokupi in brez kakršnega koli poligona, brez kakršnega koli izkušenj pelje. Kako smo ugotovili, zelo veliko na uro. No. Ja. In, ja. Jaz bi tu še sicer dve zadeve dodal. Prosim. Da tudi bilo potrebno razmisliti morda o neki starostni omejitvi. Definitivno. Glejte, mi imamo zdaj v Sloveniji na srečo ali pa na žalost, na smolo, 2 smrtni žrtvi za eskerojem. Eden je bil 53-letni voznik, drugi pa 83-letna gospa. Jaz sem prepričan, da človek v tako visoki starosti, pa lahko rečemo, da to je že visoka starost. Ja. Bodimo si pošteni, to je res neka lepa starost, da takšen človek zagotovo ne sodi na eskero. Namreč, če imamo mi omejitve pri vožnji motornih vozil, zdaj vi ste sicer nekateri mlajši, imate veljavnost vozniškega dovoljenja do 70. leta in pa potem morate opraviti zdravniški pregled, da se ugotovi, ali še lahko upravljate z vozilom. No, mi malo starejši imamo do 80. leta. Ampak zagotovo, če moram jaz za avto delati zdravniški pregled, ali sem sposoben še voziti, pa eskero na tistih malih 10 colskih kolesih, z visokim težiščem, z relativno velikimi hitrostmi, s takojšnjim pospeškom, pa moja koordinacija pri 80 letih verjetno ni takšna kot pri človeku pri 15, 20, 27. Ja. Se pravi, to je ena zadeva. Druga stvar, ki se nam pa pojavlja v Sloveniji, ne samo pri nas na Celjskem, da eskero uporabljajo ljudje, ki so že ali bili zaloteni pri vožnji drugega motornega vozila pijani in so izgubili vozniški izpit. Aha. Ali pa ljudje, ki imajo vozniški izpit, pa vejo, če me bojo dobili pijanega, mi bojo vzeli izpit vozilu, ja. In se rajše peljem s kerojem. Zdaj pa, če se spet vrnemo na to, moja koordinacija pod vplivom alkohola je verjetno bistveno slabša, kot pa, če sem trezen. Ja. Res je to, ko so se z Davidom premenili na poti, ravno tule sva se že v Maribor prepeljala, sej bolj ali manj ogrožam sebe. Če sem pijan na eskero, manj ogrožam druge. Bolj bi ogrožal, če bi bil v avtomobilu pijan, bi ogrožal bolj druge kot sebe, ampak ne nazadnje, kdo sem pa jaz? A nisem sam vreden življenja, a nisem tisti, ki se mi splača živeti, kot je prej David rekel. Imam nekaj v življenju in zakaj bi se izpostavljal? Če sem pijan na eskero, sem še toliko bolj sebi navaren. Normalno, ja. To so stvari, ki jih moramo nekako razčistiti. Glede tega, kje smo s to zadevo, bi pa rekel, da odločevalci nekako ne želijo videti problema. Ja. In če ne vidiš problema, potem se ne rabi z njim ukvarjati in ga reševati. Žal mi je, da moram to javno povedati, ampak tako je. Bomo mogli počakati nekaj nesreč, da se bo mogoče stvar pri odločevalcih res zagrizla. A moramo počakati. Imamo 2 mrtva, imamo 35 hudo poškodovanih. Od teh 35 morda bo kdo doživljenjsko bistveno bolj hendikepiran, kot pa nekdo, oprosti David, kot ti, ki si na vozičku. Ker če si ti običajno se najhuje poškodujemo glavo. Ja. Glava je pa motor naš. In če si motor poškoduješ, potem boš še večji revež in potem si v breme družbi. Ja. Žal, tako je. Ja. Grdo sem povedal zdaj. In upam, da mi David nisi zameril. Ampak takšna je realnost. To je realnost. Ja. In ko se bomo tega zavedli, zato jaz pravim, nisem zato, da mora še kdo umreti. 14 dni nazaj je ena predstavnica zdravnikov rekla, ko so se želeli, da bi bili izenačeni kot pooblaščene uradne osebe, kot so policisti, sodniki pa to. Je rekla, 2 zdravnika sta umrla zaradi napada. Ali jih mora umreti še več, da bomo dobili nek status, da bomo bolj zaščiteni. Jaz ne morem biti pristaš, 2 imamo mrtva, ne morem biti pristaš, naj še kdo umre, naj se hudo poškoduje, da bomo rekli, zdaj pa to je problem. Mi problem imamo zdaj v tem trenutku in mi ga vidimo in ga poskušamo reševati. Ampak tisto, kar smo mi lahko naredili, smo naredili. Več pa v naši moči ni. Ja. In tudi dejansko pomoč tudi nevladnih organizacij, to, kar so se z Davidom pogovarjali, ko se je zavzel, da bomo nekaj naredili, skupaj bomo mogli nekaj dosežiti. In še enkrat skupaj doseči zato, da spodbujamo to obliko mobilnosti, ampak pod pravilnimi pogoji in pravilno uporabo. Te smem še povprašati, da za vse tiste, ki še ne vejo, za poslušalce pa gledalce, da v bistvu opišeš malo projekt Vozniki v pižamah, Heroj v pižamah. Ja, Heroj v pižamah.
V bistvu je tako, ne, ideja za heroje furajo v pižamah je nastala, ko smo z enim poslovnim partnerjem bila na eni preventivni konferenci 7 let nazaj. Smo se pogovarjali, kaj bi v bistvu naredili, da bi mogoče 2 muhi na en mah probali nasloviti. To je manj škodljive rabe alkohola, pa manj vožnje pod vplivom alkohola. Če bi sploh te tam mlajše, ne, ko se v bistvu začne raba alkohola, spodbudili, da starši pridejo po njih, ne, skratka, pred 18 letom pridejo starši po tebe, boš verjetno kaj manj spil in verjetno varno prišel domov. Ne. Ja. In se je tako začeli in potem je skupaj z enim Mariborčanom, Tinetom Lugaričem iz kreativnega studija Trampolin, takrat je bil še na agenciji Luna, je rekel, pa bomo mi pomagali kreativno zasnovati ta brand in se je nastal blagovna znamka Heroji furajo v pižamah. Skratka, heroj si, če tudi sretno oči, pa če tudi v pižami greš po svojega najbližjega otroka, prijatelja, kogarkoli in ga varno pripelješ domov in mi zdaj smo prišli že do tega nivoja, da pravim, da heroj je vsakdo, ki če tudi sretno oči, pa če tudi v pižami in skratka ne vozi pod vplivom alkohola in poskrbi za drugega. In se pač to potem začelo razvijati ven tak, ki poleg teh kampanj, ki so vidne na vzven, ima še en tak dragocen zaklad od zadnjih, to je pa en tak preventivni model, kjer mi pristopimo do podeželskih občin, tam, kjer je največji problem z vožnjo pod vplivom alkohola, ker ni taksi služb, ker ni javnega potniškega prometa, ker imamo vinorodna območja in tako naprej. In gremo v te lokalne občine. Zdaj ravno smo bili v Ormožu, ta zadnja. In v tej občini pravzaprav aktiviramo vse deležnike, ker če hočemo varno okolje, mora vsak prevzeti svoj del odgovornosti. Ja. Mladi z mladinskimi centri so središče in mladinski centri z mladimi naredijo ene fokusne skupine, se pogovarjajo, pa mladi predstavljajo solucije, kako vidijo, da bi ta problem rešili. Govorimo tako manj rabe alkohola, kot tudi v manj vožnj pod vplivom alkohola. In potem naredimo delavnice z mladimi, delavnice starši, delavnice z odločevalci. Zdaj smo razvili tudi naredimo tudi delavnice učinkoviti preventivi, kaj je na voljo šolnikom, centrom socialno delo in vsem tem, kaj v bistvu je preventiva in tako naprej. In cel ta model naredimo potem v eni skupnosti občine ali pa nekih pridruženih občin. S ciljem, da pa na koncu mladinski centri se zavedajo svoje odgovornosti, ko največkrat zabave organizirajo, da njihova odgovornost se ne konča, takrat, ko vrate zaprejo, pa je konc koncerta, ampak takrat, ko nekdo domov pride in potem posledično pride do takih dobrih rešitev, da poskrbijo za prevoz, do tega, da tudi bolj nadzirajo, komu toči alkohol, na kak način. Mene je zanimivo, da v bistvu mladi v srednji šoli izpostavljajo, mi se v srednji šoli prvič šele o alkoholu pogovarjamo na tem posvetu, da v bistvu je ta alkohol tako prisoten povsod, da se v bistvu sploh ne zavedamo vseh posledic vsega tega in tako naprej. Ne. Skratka, pod črto ena kombinacija kampanj ozaveščanja širše javnosti z aktivnostmi, ki vplivajo na spremembo vedenja. In ko združimo, se pravi, zavedanje in vedenje, počas, step by step, aktiviramo vse v lokalni skupnosti. No, in to je zdaj 6. sezona herojev, tako da gremo naprej in upamo, da bo tudi 16. ali pa 26. 32. Pa da bo na koncu res to, da ta alkohol še ne samo mladi, tudi te generacije, ki bo naprej odraščale, je pomembno, da jim sledimo in da naredimo te družbene spremembe, no? Ker vedno je fajn, če lahko spremenimo na boljše. Veš, kaj bi si pa želel? Da bi ta vaša 6., 7. sezona bila zadnja, ker potem tega ne bi bilo več. Ja. To bi bilo pa še lepše. Ne? Tu pa nas čaka za eno izmed prvih sezon. Je bi super. Tu pa nas čaka, da pa želimo to narediti, nas pa čaka ena izmed teh sezon, ko zopet prijemo do odločevalcev, do stroke, ali pa še mogoče en korak više do politike, ki narekuje tem po stroki, kako naj se na področju zakonodaje, in tu nas čaka še veliko dela. Dokler živimo v družbi, kjer marsikdo od odločevalcev pa od vplivnih še vedno na prireditvi spije, par kozarcev vina pa se usede v avto, pa je to normalno, je težko doseči neke širše družbene spremembe. In tu nas čaka res na tem zagovorniškem delu en pomemben push, da stvari premaknemo naprej.
Če bi lahko strnila v par zaključnih besed, kaj bi svetovala mladim in njihovim staršem, kar se tiče varnosti v prometu? Začnem jaz. Mislim, da Želvis prej zelo lepo povedal. Promet odraža v družbi družbeno klimo, družbene vrednote in vse. Promet je samo eno zrcalo tega, kar se v družbi dogaja. In ko smo danes govorili o skiroji, govorili smo o telefonih, govorili smo o alkoholu, dajmo se zavedati, da mogoče lahko že kaj prej tudi doma naredimo v domačem okolju, da starši smo pravzaprav edini in najpomembnejši zgled, ne? Preventiva se začne doma. Dajmo razmisliti o tem, kdaj nas zdravimo, kak odnos imamo do tega, kak nam je mar za svojega najstnika, če gre ven, ali ga bomo zvečer poklicali, bomo spremenili. Mogoče sam za intermezzo še eno zgodbico povem, ki ni vezana na promet, ampak se mi je zelo pomembna. Delali so raziskavo, kateri otroci imajo najmanj težav z alkohola glede na tip vzgoje. Ja. Prvi tip vzgoje je bil ne smeš, prepovedujem ti in tako naprej. Drugi tip vzgoje je bil permisivni, pri nas se lahko poskusi, testiri. Tretji je bil pa, jaz bi temu imenoval nek dialog, skratka, iskreno se pogovarjamo o stvarih, tudi priznajmo kot starši svoje šibkosti, povejmo, kaj smo narobe naredili, kaj bi želeli drugače, pogovorimo se o posledicah in pomagamo nekomu in daleč najboljša je ta tretja opcija. In se mi zdi, da to velja tako za promet, kot za psihoaktivne snovi, kot za cel life. Pa nasplošno pri vseh. Nasplošno pri vseh. In v bistvu iskreno kot starš priznati tudi svoje šibkosti, ki jih počnemo v prometu drugje, pa povedati, zakaj je iskreno, kakorkoli, vsak star želi svojemu najstniku najboljš, ali pa jaz imam zdaj 10-letnika, pa že počasno stopa v to, ne. Pa bom lahko verjetno še več povedal, kasneje, ko bo odrastel. Ampak to je mogoče nek ta moj moto. Dajmo se iskreno pogovoriti o stvareh, ker se bo polno odražale v prometu tako ali drugače. Ja. David, tako lepo povedal, ne vem, kako bi zaključil to svoje. Jaz bi rekel, pa to življenje je lepo. Življenje je kratko. Mladost je pa še krajša. Uživajmo življenje, vendar bodimo odgovorni, ne samo v cestnem prometu, na splošno. V vseh teh naših odnosih bodimo odgovorni in če bo to, potem bomo lepo živeli, pa bo naše življenje morda nekoliko daljše. Ja. Lepo ste strnila, lepo ste zaključila. Lahko še jaz nekaj? Prosim. Tudi se ti pa ful zahvala zaradi tega, da take teme, ki so mogoče na prvi pogled ne preveč enostavne, kar težke, kar kompleksne, da se za take družbeno aktualne in odgovorne teme odločaš v svojih podcastih in cela ekipa zraven. Moramo, ekipa je izvrstna, en drugega podpiramo, tako da... Teda pa ja, pa da ne bom pozabil, enostavno pomagam in... Tako. Milana, ki nas je vse povezal. Moramo, kdo če ne mi? Tudi jaz se zahvaljujem za to povabilo, moram reči, da te zadeve nisem poznal in sem zelo vesel, da smo lahko tako na odprt način te zadeve povedali in res upam, da to, kar smo danes povedali, da bo seglo do teh mladih, mogoče pa še celo želja, da se še kdaj dobimo, pa še kakšno stvar rečemo. Obvezno. Najlepša vam hvala za vajen čas, nasvete in besede. Poslušalci, poslušajte, preposlušajte, pa se slišimo naslednjič. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala. Srečno. Yo, #progress report. Yo, #progress report. What up? #progress report. #progress. This is the progress report. It's your boy, Mr. YouTube. What up? Link Force. Okay, this is my #progress report. What's up, y'all? Marty Kadalka, check it in. Check out the #progress report. So another thing, stay on beat. Goddamn it, stay on beat.